Zaradi plazu naj bi izselili 2 družini. Danes so protestirali še študentje. Podaljšana smučarska sezona na Pohorju. Ženske hokejistke pred svetovnim prvenstvom. Pozdravljeni. Narava še vedno kaže svojo temno plat. Pred 14 dnevi se je v Ciglencah v občini Duplek začel premikati plaz, ki grozi, da bo s seboj odnesel domove kar 5 družin. Nenehne padavine stanje še poslabšujejo in stanovalci 2 hiš so že začeli resno razmišljati o selitvi drugam. Za Somerjeve so bili pretekli prazniki vse prej kot prijetni. Sneli so strešnike s prizidka, ki so ga tudi v celoti izpraznili, saj ga je začel odnašati plaz. Čutijo se premiki, slišijo se premiki, hreščanje. Zdaj, ko je tako vreme, ko je danes, včeraj, se plaz premakne do 25 cm na dan. Če je vreme brez snega, brez dežja, se premakne od 2 do 5 cm. Razsežnost plazu se najbolje vidi na tej razpoki. Še 10 dni nazaj je bila široka kvečjemu centimeter ali 2, danes skoraj 30. Kljub nevarnosti in na svetu strokovnjakov naj se izselijo, Somerjevi na domačiji, kjer živijo že več kot 50 let, za zdaj vztrajajo. Vam povem, da je kar tako težko čez noč reči, tak, zdaj pa grem ven, zdaj bomo pa to pustili. To je bilo nekaj odrekanja. Tudi pri sosedovih se je stanje v le nekaj dneh zelo poslabšalo. Še pred 14 dnevi je bilo mogoče do hiše priti po dvorišču. Danes to ni več mogoče, saj je plaz ponovno zdrsnil. Geologi so medtem ugotovili, da je plaz velik kar 230 kvadratnih metrov in da bo sanacija draga. Stala naj bi med 300 in 400 tisoč evrov. Tega denarja na občini nimajo, zato so se obrnili na državo. Mi smo sicer že poslali tudi povabilo in urgenco ministru, da si teren ogleda, da vendarle nekako s skupnimi močmi najdemo rešitev. V Dupleku, kjer si še niso opomogli od novembrskih poplav, ta plaz ni edini. Mislim, da je 10 tistih plazov tak, ki ogroža hiše v Ciglencah in v Dupleškem vrhu. Za vse ogrožene prebivalce, ki se najbolj bojijo dodatnih padavin, imajo sicer že pripravljena nadomestna bivališča. Študenti Mariborske univerze pa so danes protestno zasedli avlo 3 fakultet na Koroški cesti. Pred dnevi so namreč izvedeli, da je zaradi pomankanja denarja ogrožen vpis na 2. stopnjo bolonjskega študija. Vodstvo je namreč fakultetam poslalo dopis, da bodo te programe izvedli le, če se članice zavežejo, da pri tem ne bodo prekoračile dodeljenih sredstev, zaposleni pa bodo prejeli le osnovno plačo. Na fakultetah so sicer omenjeno izjavo podpisali in tako omogočili razpis programov. Slovensko himno in plakati hočemo pravično razdelitev denarja med fakultetami. Kaj ste dosegli z Boloncem in na Mladih svet stoji, so študenti upozorili, da se ne strinjajo z vodstvom univerze, ki je profesorje dobesedno postavilo pred dejstvom, da za osnovno plačo opravijo vse obveznosti v magistrskih programih. Se nam zdi nedopusten, ne moremo pristati na tak način dela. Se pravi, da nekdo nekomu usili podpis, če ne, pa se ne bo izvajalo. Jaz sem v 4. letniku likovne pedagogike. To pomeni, da je študijski program 2. stopnje bil do zdaj ogrožen, ali se bo izvajal ali ne. Glede na to, da je zdaj šel na razpis, nismo več tako zaskrbljeni, imajo pa problem seveda mlajše generacije, kaj bo z njimi. Da bomo mogli se nekje druge šolati, to je v bistvu največji problem. Rektor pa, že lani smo opozarjali na posledice globokih finančnih rezov. S podpisom izjave pa je senat želel le zagotoviti, da bodo razpisani študijski programi tudi izvedeni. Edini način, ki smo ga videli, je, da se izvajalci odločijo oziroma zavežejo, da če se programi razpišejo, jih bomo tudi izvedli. To je tista stabilnost, ki jo je želel senat dati študentom. Da je sklep senata nesprejemljiv, enostranski in mimo dogovora z zaposlenimi, pa je opozoril tudi sindikat vzgoje in izobraževanja. Kot so zapisali, je vsiljevano poljubno plačilo za opravljeno delo v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih. Zato bodo z vodstvom Mariborske univerze že jutri sedli za skupno mizo.
Sedaj pa novica, ki prihaja iz cerkvenih krogov. Iz javnega življenja se mora umakniti že tretji slovenski duhovnik. Po dveh nekdanjih nadškofih, Francu Krambergerju in Alojzu Uranu, zdaj odhaja nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec. Razlog je njegova ključna vloga pri finančnem zlomu nadškofije. Odločitev o njegovem umiku je sprejela Rimska kongregacija za duhovnike. Krašovec bo 1 leto preživel v benediktinskem samostanu Šent Pavel na avstrijskem Koroškem. Zidovi tega grajskega kompleksa v Šent Pavlu ob najdragocenejših zbirkah originalnih platen v Evropi že dober mesec skrivajo Mirka Krašovca. Ta je, potem ko ga je mariborska nadškofija umaknila z položaja glavnega ekonoma, slabi 2 leti maševal v Breznu na Koroškem. Po naših podatkih naj bi Mirko Krašovec v sredini februarja sam zaprosil za odpoved službe v Breznu. Le redki domačini, ki so želeli govoriti o njegovem preteklem delu, pa so o njemu govorili pozitivno. Nimam kakih pripomb do njega, da je bil kar dober župnik. Pa to, kar mu očitajo vse, da je tudi kriv za polom mariborske nadškofije? To bo pa som. A je ali ni, tako da tudi pa mi ne vemo. Na mariborski nadškofiji odhoda Mirka Krašovca ne komentirajo in odgovarjajo, da preiskavo v zvezi s Krašovcem vodi kongregacija za duhovnike, zato je edina pristojna za dajanje izjav. A so se tudi v Rimu ovili v molk. Je pa nedavno nadškof Turnšek o vpletenosti Krašovca v nečedne posle dejal: Dokler je stvar v teku, je boljše ne komentirati, zato ker ne vemo, kaj bo pravzaprav tudi sodišče ugotovilo. Načelno pa, seveda, če bi šlo zares za poneverbo, to gotovo ni v skladu s krščanskim naukom. A prav Mirko Krašovec je bil 25 let ključna osebnost nadškofijskega finančnega imperija, duhovnik s številnimi funkcijami, prvi mož gospodarstva Rast, prvi nadzornik v Zvonu 1, ustanovitelj Krekove družbe in predhodnice Raiffeisen banke, znan tudi na političnem parketu. Zoper Krašovca je bila kot prvega v verigi sumljivih cerkvenih poslov vložena obtožnica zaradi sporne obnove dvorca Betnava. Njegov umik za samostanske zidove pa ne bo ustavil sodnih mlinov, saj ga lahko na sodišče tudi prisilno privedejo. Tudi druga javna dražba podjetja Lip Poljčane, napovedana za danes, ni bila uspešna. Kot nam je povedal stečajni upravitelj Borut Soklič, je nekaj zanimanja sicer bilo, vendar pa nihče ni vplačal varščine, to je 120 000 evrov oziroma 10% izklicne cene poslovno-proizvodnega kompleksa. Objekt nekoč paradnega lesno-predelovalnega podjetja so poskušali dati tudi v najem, vendar se tudi za to ni odločil nihče. Naslednja dražba bo najverjetneje junija letos. Mariborski kriminalisti pa so odkrili enega največjih prostorov za hidroponično gojenje konoplje. 29-letni Mariborčan je v zapuščeni tovarniški hali na Šentiljski cesti gojil 550 sadik konoplje. Po oceni kriminalistov je zasežena oprema vredna okoli 20 000 evrov. Iz sadik bi osumljeni lahko pridelal med 150 in 200 kg konoplje, ki bi bila na črnem trgu vredna med 300 in 400 000 evrov. Na gradbišču mariborskega letališča pa se je danes zgodila nesreča, v kateri je umrl 53-letni delavec iz Bosne. Pri odstranjevanju izolacije naj bi bil padel iz prvega nadstropja z višine približno 7 metrov. Zaradi težjih poškodb je na kraju nesreče umrl. V podjetju Komuna Projekt, ki končuje obnova starega potniškega terminala, pravijo, da je bilo za varnost poskrbljeno. Gradbišče pa ste si ogledala delovni inšpektor in policija. Nekaj prahu je dvignila tudi razprava, ki se je danes popoldne začela v Državnem zboru. Predsednik zbora Janko Veber je tam pripravil pogovor o institutih neposredne demokracije, seveda zaradi sprememb, ki se napovedujejo glede referendumskih pravil. Za vročo kri je Veber poskrbel seznamom predstavnikov civilne družbe, ki jih je povabil na razpravo. Pred parlamentom se je zbralo tudi nekaj protestnikov. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je danes potrdila predlog pravilnika o razvrščanju zdravil na listo, ki uvaja terapevtske skupine zdravil in njihove najvišje priznane vrednosti. Letno bi lahko pri posameznih skupinah zdravil na ta račun privarčevali do 10%, sistem pa bi lahko zaživel sredi julija. Terapevtska skupina zdravil je skupina, ki vključuje vsa zdravila z enako terapevtsko indikacijo. To torej niso medsebojno zamenljiva zdravila z enako aktivno učinkovino, pač pa so si med seboj le podobna, saj so namenjena za zdravljenje iste bolezni. Za vsako skupino zdravil z isto terapevtsko indikacijo se bo določila najvišja cena, ki jo bo krila zdravstvena blagajna.
Na okrožnem sodišču v Celju je bilo na današnjem nadaljevanju sojenja nekdanjima vodilnima v Vegradu Hildi Tovšak in Branki Gabriel, ki sta osumljeni poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, zaslišanih več prič. Med drugim je presenetil nekdanji prvi sindikalist Samo Mastnak. Oktobra leta 2011 je dejal, da je obstajal dogovor, da se lahko sredstva iz blagajne vzajemne pomoči posojajo za reševanje likvidnostnih težav podjetja, a se morajo kasneje vrniti. Nasprotno pa je danes povedal, da je bil takrat v zmoti, da takšen dogovor ni obstajal. Zaslišanja prič bi se morala začeti že pred tednom dni, a je bila obravnava zaradi slabega počutja Tovšakove prekinjena. Tudi danes je Tovšakova dejala, da se počuti slabo, a da želi spremljati obravnavo. Dolga zima je razveselila turistične delavce, ki so z obiskom tujih pa tudi domačih gostov zadovoljni. Kljub izjemni smučarski sezoni v Mariboru pa se športni center Pohorje še vedno utaplja v rdečih številkah. Tudi lansko leto bodo najverjetneje zaključili skoraj 3 milijoni evrov izgube. V prihodnjih mesecih bo ključen predvsem dogovor z bankami o reprogramu posojil. Teh se je nabralo za kar 50 milijonov evrov. Tako veselo te dni še naprej smučajo turisti na Areškem Pohorju. Redni gostje ne pomnijo, kdaj so nazadnje na teh strminah smučali aprila. Smo na dopustu, ne? In smo pač prišli malo pogledati zimske dela. We like people here. They are very nice and kind and you know, about this ski area, the most important thing is that there is not too many people. I mean, there is no crowd. It's beautiful. Cold. Oh no, it's open. Kljub koledarski pomladi temperature ostajajo nizke. Smučati je mogoče na progah Pisker, Cojzerica, Teruška in Areška med 9 in 16 uro. Letošnja sezona je primerljiva s tisto izpred 3 let. Gostov iz tujine je bilo večina njih, se pravi 70% naših gostov v hotelih so tujci, predvsem naši sosedje Hrvati, Mađari. A kljub skoraj rekordno dolgi zimi, letos so našteli že preko 120 smučarskih dni, športni center Pohorje še vedno pestijo hude finančne težave. Jasno je, da skoraj 51 milijonov evrov posojil ne bodo mogli odplačati. V prihodnjih mesecih bo ključen dogovor z bankami o reprogramu posojil. Z NLB in Novo KBM skušajo doseči dogovor že leto in pol. Nas, če povem iskreno, tudi 100 takšnih zim ne reši. Zima skratka ni dovolj, potrebno je najti programe, ki bodo tudi v ostalih letnih časih zapolnili te kapacitete. Razmišljajo pa tudi o strateškem partnerju. Ta bi moral v podjetje vložiti od 5 do 10 milijonov evrov. S Termami seveda sodelujemo tudi z njihovim lastnikom in pa vse je odvisno, kot sem že omenil, od pogajanj v prihodnje. Čeprav so pri športnem centru Pohorje tudi lani imeli 11% povečanje prihodkov, pričakujejo izgubo. Ta naj bi bila podobna kot leta 2011, okoli 3 milijone evrov in pol. Več o finančnem stanju športnega centra Pohorje pa v nocojšnji oddaji Tele1 nekaj minut čez 20. uro. Sedaj pa k kulturi in sicer v galerijo Media Nox, kjer je do konca tedna na ogled razstava, ki temelji na hitro odzivni kodi. Ta združuje znanost in umetnost, saj je za ogled potreben pametni telefon. Začetki QRC kode ali hitro odzivne kode segajo v 90. leta v japonsko avtomobilsko industrijo. Danes pa vse bolj prodira tudi na druga področja. Z njenim skeniranjem, za kar potrebujemo le pametni telefon in internetno povezavo, s pomočjo katere aplikacijo naložimo na svoj telefon, namreč lahko izvemo podrobnosti o izdelku, prireditvi in podobno. Ta čudežna z informacijami nabita koda pa je nagovorila tudi filozofa in publicista Tomaža Grušovnika. Avtor je dobil idejo, da bi nekako tole QR kodo nadgradil in sicer vizualno zatem, torej da ni tako dolgočasna, ampak ji doda nek likovni pomen. On se je lotil to v nekih 4 sklopih in sicer naredil je torej QR govoreče portrete, to so v bistvu pesniki, pol je naredil kot hiperobjekte QR in naredil še pobožni QR in pa QR Laibach. Grušovnik se je poigral tudi z risbama sove in zajca, ki jo je ustvaril Albrecht Dürer. V spodnjem prostoru pa je dnevna soba samskih moških, kjer se s pomočjo hitro odzivne kode lahko pogleda kaj drugega kot nogomet. Mogoče za to razstavo glih zanimivo, da je dejansko
vmesni člen oziroma nas povezuje, ne, z realnim in virtualnim svetom. Ker če prideš sem razstavo pogledat in nimaš pametnega telefona oziroma seveda ga sposodimo tudi v galerije, je ne moreš v celoti videti, ne. Če se želite torej malo poigrati in kakšen razstavni predmet v poskenirani obliki odnesti tudi domov, je galerija Medianox še do konca tedna prava izbira. Pred slovensko moško rokometno reprezentanco sta 2 tekmi proti Islandiji. Nocoj bo ob 20:15 prva v mariborski dvorani Tabor, povratna pa v nedeljo v Reykjaviku. Če bo kateri od reprezentanc uspelo zmagati 2-krat, bo s tem že zelo blizu prvemu mestu v 6. kvalifikacijski skupini za igranje na Evropskem prvenstvu leta 2014. Kar se teh 2 tekem tiče, naš cilj je jasen. Na domačem terenu si želimo zmage, želimo si tudi, da bi dvorana Tabor bila polna in da bi gledalci oziroma navijači bili z nami in da se po jutrišnjem dnevu skupaj lahko veselimo nove zmage. S popoldanskim treningom v mariborski ledni dvorani pa je ženska hokejska reprezentanca končala 5-dnevno zaključne priprave na svetovno prvenstvo skupine A v 2. diviziji. Po prostem dnevu se bo v petek napotila proti Novi Zelandiji, kjer se bo v ponedeljek v uvodni tekmi svetovnega prvenstva pomerila z Madžarsko. Poleg slovenske in domače reprezentance bodo na turnirju nastopile še ekipe iz Madžarske, Italije, Poljske in Avstralije. Prvouvrščena bo napredovala skupino višje, zadnja pa izpadla iz 4. kakovostnega razreda. Vse ostale reprezentance so dobre, tega se zavedamo. Lahko je čisto enakovredno, lahko zgubimo, ne vem, to je vse letos zelo nepredvidljivo. Zato je naš prvoten cilj res obstanek v skupini. Ta skupina, ki jo imamo, poznamo vse nasprotnice razen Italijank, pred njimi smo igrali samo v Severni Koreji, ampak to je že 6 let nazaj, tako da so tudi one verjetno čisto pomladile ekipo in spremenile. Najmočnejše mislim, da bojo Madžarke. Na lanskem svetovnem prvenstvu v Mariboru se je slovenska reprezentanca za las izognila izpadu iz te skupine. Nekaj igralk lani ni bilo z različnih vzrokov, tudi poškodb, tako da se mi zdi, da je letos ekipa močnejša. Novi selektor je poklical hokejistke iz 3 klubov, vseh, ki so nastopali v državnem prvenstvu, Maribora, Triglava in Olimpije. Delamo že celo sezono, smo imeli več vikendov priprave, ekipa je dokaj nova, mlada, pomlajena. Zdaj v Mariboru trenutno se delamo predvsem na uigravanju. Preostane še nekaj stvari okrog napada, obrambo smo obdelali, 3 dni smo se vzeli časa za to, ker mislim, da z tega vse izhaja. Danes je prisegel novi ciprski finančni minister Haris Georgiadis, dozdajšnji minister za delo. V državi, ki se je nedavno dogovorila za mednarodno finančno pomoč, bo nasledil Mihalisa Sarisa. Ta je včeraj odstopil, da bi komisija, ki bo preiskala vzroke za propad bank, lažje opravila svoje delo. Saris je namreč lani vodil drugo največjo ciprsko banko Laiki, ki se je znašla v težavah. Poglejmo še drugo dogajanje na tujem. V Bruslju se je neuspešno končal še en krog pogajanj med Srbijo in Kosovom. Predsednika vlad sta se sestala že 8-mič, dogovora o pristojnosti srbske skupnosti na severu Kosova pa še vedno niste našla. Strani se pogajata o normalizaciji in iščeta dogovor o omejeni avtonomiji za sever Kosova. Evropska zunanja ministrica Catherine Ashton je namreč po koncu več kot 12-urnih pogajanj sporočila, da se je tokrat s predsednikoma vlad formalno sestala zadnjič. Težave s poplavami imajo tudi na Hrvaškem. Zaradi visokih vodotokov Save in Kolpe so v Sisku pripravljeni na morebitno evakuacijo prebivalstva. Medtem ko je gladina Save prejšnjo noč nedaleč od Siska dosegla rekordnih 754 cm, je začela rahlo upadati. V Sisku danes pričakujejo velik vodni val Kolpe. Strokovnjaki pričakujejo, da bo Sava lahko sprejela vodni val Kolpe in da bodo nasipi zdržali. V neurju, ki je v torek prizadelo Buenos Aires z okolico, pa je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 8 ljudi. Veter je podiral drevesa, brez elektrike pa je ostalo 350 000 ljudi. Meteorologi napovedujejo, da bo deževje v Buenos Airesu trajalo še do četrtka.
Severna Koreja je južni sosedje onemogočila dostop do skupne industrijske cone v Kaosongu, ki je edini preživeli primer sodelovanja med državama. Južnokorejsko obrambno ministrstvo je v odzivu sporočilo, da ima pripravljen načrt ukrepov, ki vključuje tudi vojaško akcijo za zagotovitev varnosti svojih državljanov. Kitajska in Rusija sta strani vnovič pozvali, naj ohranita mir. Majhna letalska družba na Samoji je pred nekaj meseci kot prva na svetu začela določati ceno leta glede na težo potnika. Več kot ta tehta, več denarja odšteje za prevoz. V družbi so s sistemom izredno zadovoljni in napovedujejo, da bo kmalu postal pravilo po vsem svetu. Odzivi naj bi bili pozitivni tudi med potniki. Družba ima sicer samo 2 letali, ki lahko prepeljeta po 10 potnikov in eno s 4 sedeži. Še to, glede na poročilo Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2007, je na Samoji kar 75% ljudi s prekomerno težo. Še vremenska napoved, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija. V noči na petek bo od zahoda spet pričelo deževati in dopoldne se bo dež razširil tudi nad vzhodno Slovenijo. V soboto dopoldne bodo padavine ponehale. Spoštovani, spremljali ste Dnevnik televizije Maribor, ostanite v naši družbi in lep večer še naprej.